Tako kot je nekje na internetu neznano, kje je bilo napisano, jedrt daje glas tistim, ki ga nimajo, in ker je njen glas zelo močan, je tudi slišan, tako da sem zelo vesel, da ste tukaj danes, da jo poslušate z mano. Hvala, da si tu. Hvala za povabilo. Torej, naslov današnjega dogodka je bil 40 let ponosa s vprašajem in ob tem sem jaz najprej pogooglal, kaj za ponos pravi Fran. Fran pravi, da je ponos ena, občutek velike etične, moralne vrednosti in dva, občutek velikega zadovoljstva zaradi pozitivnih lastnosti koga drugega. Ampak mene v bistvu danes veliko bolj zanima, kaj pravi jedrt. Kaj je ponos? Ja, zdaj, s Franom je težko tekmovati, ampak meni se je vedno zdelo, da je ponos soroden pogumu. To pa zdaj, bi navedla en čist kratek delček iz moje omiljene knjige Olovka piše srcem, ko so otroke spraševali, kaj jim kaj pomeni. In so rekli, hrabrost, šta je hrabrost? Hrabrost je, kad ti neko kaže, da ti znaš, ko sem ja, a ti ne znaš. In je tako nekako, se mi zdi tudi podoben pri ponosu, je neodvisen od tega, kako te dojemajo drugi, ne. Tako, pač jaz ga tako si interpretiram, da je v bistvu na nek način ena pomirjenost s sabo, na nek način je tudi to spokojno, ni bojevito, ne. Mislim, a je to čustvo, se ne vem, občutje. Predvsem nimam občutka, da bi bil ponos ta ihtava vztrajanje pri tem, da tako pa tako je, ne. Niti treba zagovarjati samega sebe, kadar si nase ponosen. In niti treba niti drugih zagovarjati, kadar si ponosen na svoje bližnje ali pa daljne, se vseeno. Občutek imam, da je to en mir. Ena taka navzočnost nekega zavedanja, da pač si nekaj vreden, čeprav te mogoče kdo vidi drugače. To je zelo lep opis, no. Tega ni v Franu. Ne, ampak v redu je, da ga nadgradiva. Me pa zanima, v bistvu si rekla nekako delni odgovor na moje sledeče podvprašanje, torej si govorila, da je zate ponos bolj mir, ne ihta, ampak kako pa bi ti postavila ponos vzročno-posledično z uporom? Ja, jaz mislim, upor je mogoče malo bolj na tej na strani jeze, ne. V smislu, da če si ponosen, veš, zakaj se upiraš in se boš toliko lažje uprl kot, ne vem, govorim o tem, da pač magari vržeš kamen v šajbo, ne. Pač ga boš vrgel, ker se ti zdi prav, ker je treba, ker je nekaj nepravično oziroma ker ti veš, da si na pravi strani, ne. Mislim, da tudi najhujši zlikovci takrat, kadar izkazujejo neko upornost, mislijo, da so na pravi strani, ne. Vsak, ki se upre, ima občutek, zdaj ne vem, mogoče čisto preveč poslušujem, ampak ima občutek, da ima prav, ne. Mislim. Zdaj, upornost, mislim, upiranje na splošno je ponavadi neka aktivna pozicija, ne. Medtem ko ponos, jaz ga ne doživljam tako, jaz doživljam to kot neko, ja, navzočnost, pač eno vrednost, bi rekla. In ker sem veliko se ukvarjala tudi v pisanju z uporom ali pa uporništvom, ne, se mi ne zdi to nujno povezano, je pa res, da če si ponosen pripadnik nečesa, na primer, se tudi veliko lažje upreš, ne. Tistemu, kar se ti zdi krivično ali pa pač ne prav. Pa še zdaj eno... Abstraktno malo. Sorry, to bo še zdaj bolj. Pa razumem, da nista nujno zate povezana, ampak kura ali jajce vprašanje, kaj pa misliš, da mora biti prej, ponos ali pa upor? Ja, ponos je stalno, ne, ponos je stanje, upor je pa mislim to, kako se reče, action, dejanje, ja. Ja. Jaz bi rekla, da je pravzaprav upirati se posledica
enega takega ponosa. Čeprav to mi gre toliko na živce te besede, te mogočne, velike besede. Ne? Jaz sem recimo, ko sem bila otrok, sem se jim prav zavestno izogibala, ker so se mi zdele patetične in sem bežala od njih in kamoli, da bi si želela, da jih kdo poveže z mano. Ne vem, ponos, domoljubje, ljubezen, konc koncev. To se mi zdi tako pač, da izkazuješ neko sramotno šibkost, če se poistovetiš s tem. Tako še zdaj vidim, da ima mal problem. Sem sicer ponosna na marsikaj, sam mal imam, ne bi glih temu tako rekla, bi raje kakšno okolovinka besedo uporabljam, mal mi je neroden, ne? Če rečem, sem ponosna mati, partnerka, ne vem, tako pač mal se sliši ugrabljeno. Prideva še do tega. Letos si bila v intervjuju za N1, ki se mi zdi, da je bil kar precej razširjen. In tam si rekla, da pišeš ponavadi o temah, ki ti povzročajo nelagodje. Glede na to, v kakšni družbi živimo, kakšen je svet okoli nas, sklepam, da ti ponavadi ne zmanjka tem. Ja, v bistvu bolj sem mislila to nelagodje kot ambivalenco, ne? Ker ne veš, kam bi se, na katero stran bi se postavil. Jaz sem začela, ko sem začela pisati o psihiatričnih ustanovah, ne, za katere bi se dal trditi, da so mi veliko pomagale, sem jih pa zelo, so mi ostale, kako se reče, v zobe, med zobe so mi zlezle, prav zoprne so. In načeloma jih ne bi nikomur priporočila, ne, ampak tam recimo sem, kako bi rekla, ne vem, zataknila sem se v tem, da nisem vedela, da je to dobro, da obstajajo, ali je slabo, da obstajajo, pa sem pisala o LGBT temah, ne. Ker tudi nisem bila takrat še toliko prepričana, zdaj gremo all the way geto, ne, ali gremo pač, ali se bom jaz sama sabo zmenila, da sem lezbika in bomo iz tega izhajali pol nekako, da imam lahko dosti običajno življenje, ne. Tako da veliko sem se ukvarjala predvsem s temami, ki so me begale. Ne bi rekla nelagodje, ampak to, mislim, nelagodje je itak povsod. Meni je včasih v štacu najti nelagodno, ne. Tako, predvsem sem hotela takrat na N1 s tem povedati, da mi niso, da se nočem se opredeliti, ne. Te teme, ki mi vzbujajo nelagodje, hočem videti več plati, ne. Ne bom čisto takoj rekla, jaz pa to sovražim, to imam pa rada. Pa rada. Torej, zdaj si omenila brez naslova in se mi zdi pomembno, da vseeno nanizava torej svoji prvi dve knjigi, Težko mentalce in pa Bojne barve. Težko mentalci so tematizirali tvojo izkušnjo. Ja, ne samo moje, v bistvu so neki bolj portreti, saj tako sem se jih zamislila, uporabnikov psihiatrije, ali kako jim rečejo, čeprav meni se to sliši kar malo žaljivo. Jaz sem socialni delavec, tako da meni je beseda uporabnik zelo domača, ampak se mi pa zdi tudi zelo legit, da pa ti poveš besedo, ki pa se tebi zdi najbolj primerna. Jaz še nisem našla svoje besede, ampak en kolega Tone Vrhovnik Straka je izumil preživelce. Pač, to se mi zdi kar blizu. Ker ni glih tako, da bi ti lahko uporabil to totalno ustanovo, bolj te ona rabi, kot ti njo, se mi zdi, ne. Tako da ja, ne vem, mogoče obiskovalci, občinstvo, ne vem. Ampak ja, da naštejeva še druge tvoje knjige, ker se mi zdi, da je vseeno pomembno, da jih tudi izpostaviva. Sledile so torej Bojne barve istega leta, potem imamo Via vaja ven, Na pol morilke, potem Križci krožci in pa letos si nazadnje izdala Dvolike. Ja, je še pod lansko letnico, ampak januarja. Ja, tako, ja, pardon. In v bistvu malo si že sama opisala, malo bi te pa prosil, da še nek bežen oris narediš. Torej zelo raznolike in vsebine in teme in like pišeš. In tudi kot sama govoriš, rada pustiš nekako odprto pot, no, vsaj za nekaj časa, ta ambivalentnost, ki jo sama opisuješ. A obstaja kakšna rdeča nit v tvojih delih? Ja, jaz jo vidim, zdaj ne vem, mogoče si domišljam, ampak ja, upor je rdeča nit, ne. To, kar si že omenil, v bistvu se ukvarjam
rada ali ne rada, s tem, kako kdo, kaj se zgodi v tistem momentu, ko ti klik naredi in rečeš, ne bom, ne, ni tako, kot vsi pravite. Ne vem, mogoče tle v Dvolikih sem se še najmanj s tem ubadala, ker so pač kratke zgodbe dost razgibane, mislim, dost različni liki so noter, sam so pač druži jih ta neka njihova, ta inat, no, kako se to reče, dobro po slovensko, ne, kljubovanje, ampak tako, tista nepremakljivost, ne, ki se nočijo se premakniti iz svojih poistovetenosti, ali kako bi rekla. To je isto, ki je Ureju knjigo dobro napisal v tem spremnem tekstu, ne, sam jaz ne bi rada zdaj njega oponašala. Pač oni, vsi te liki v zadnji knjigi so tako malo prbiti v ta svoja prepričanja, ne. Vsi nosijo maske, s katerimi se dost poistovečajo in pač jih nočijo sami sneti. Pa s pisanjem nekako imaš to, ta privilegij ali pa si ga vzameš, da jim maske malo nacufaš, da jim podtakneš kakšne dogodke, ki pol tudi malo natrgajo to njihovo tkanino, ki so tako prepričani vanjo, ne. Ker je pač, to je life. Zelo mi je zanimivo, kako govoriš o svojih likih, no. Zelo se mi zdi, da spoštovanjem govoriš o njih, tudi če se morda ne strinjaš z nekimi njihovimi dejanji, a bi se lahko reklo, da si, pa razumem, si že povedala, da ni to beseda, ki ti je zelo draga, ampak danes jo pač bova malo obrabila in zlorabila. Torej, a si kdaj ponosna na kak svoj lik? Ne, ker niso moji, ne, glih za to gre. Ponavadi so združeni iz tega, kar, ne vem, jaz nekako ene vtise zbiram v svetu in potem jih pregnetam kot plastelin in iz tega si izmislim pol te neke glasove likov, recimo. Nisem pa nikoli prijateljevala z njimi, pač jaz jim prisluškujem in kradem. Ne, ampak resno, nisem, ne, prav tako, da bi bilo s ponosom povezano, ne, nisem, ne vem. To je tako, kot da bi bila, ne vem, ponosna na nekaj neobstoječega, v bistvu se zavedam, da teh glasov ni, ne, oziroma so amorfni, ne, tako pač liki, ki si jih oblikujem, si jih ponavadi šele tako s pisanjem sproti, ne, poskušam jih slišati, ali slišite glasove, ne, to je ta psihiatrična. Ampak poslušam jih zaznati nekako kot neke ljudi, ki jih lahko srečaš na cesti, ne, samo da vem ves čas, da jih ni, tako da pač tudi moja čustva do njih so zelo nevtralna. Če mi grejo liki na živce, recimo to se mi je zgodilo pri romanu Na pol morilke, ker pač junakinja Marina je kar pasivna, ker zelo ima dolgo to veliko požreno, preden se ji kaj ta klik, ki so prej govorila, da se kaj sproži v upor, ampak mi je šla na živce, ko sem pisala, sam enostavno nisem hotela napisati, da je recimo ona se prej aktivirala v knjigi, ker to ni bilo v skladu s tem njenim glasom, ki sem ga slišala, ne, pač imajo neko svobodo te liki izven mene. Sej, who cares about moje mnenje v bistvu, ampak ful se mi zdi to taka zdrav odnos, no. Zelo mi je všeč, da tako kot govoriš in hkrati tudi so duševne bolezni in stiske in nevroraznolikost in to teme, ki se jih da začutiti, ne, ampak hkrati pa se mi zdi, da zelo ta odnos, ki pa ga imaš do likov, za katere praviš, da niso tvoji, se mi pa zdi zelo zdrav, no. Mislim, veš, kaj je po mojem, da je to čisto drugače, kot če bi halucinirala, pa bi res slišala to, ne, pa bi si verjetno zelo drug odnos vzpostavila z njimi, ampak pisanje je konec koncev delo, ne. Pisanje se mi zdi na nek način
čist drugačen proces od življenja, ne. Pravzaprav, ko pišeš, ne vem, magari CV, magari biografijo, je to že fikcija, ne. Jaz sploh ne razumem teh avtobiografskih pisateljev, kako, pa ne govorim o avtofikciji, avtofikcija mi je super, ker jo tudi mogoče jaz se malo na pol to pišem, kdaj, ampak teh, ki grejo recimo po arhivih brskati, pa pol prav tako zvesto resničnosti popisujejo, tega sploh ne kapiram, ker se mi zdi tako, kako pa veš, ne? Mislim, tudi če je bil nekdo nekje ob točno določenem času, pa da to drži, kako pa, mislim, dejansko je nespoznavno to pri drugem človeku, vedno si izmišljujemo ves čas. In včasih mi je celo bolj zanimivo, kaj si kdo izmišljuje, kakor to, kaj so fakti, kje se je zgodil, pa kako je potekal. Tako da ne vem, v bistvu ponosna, pa res ne morem biti na te izmislice, ker mi niso na ta način blizu, ne. Liki v knjigah kot bralki so mi, z njimi se poistovetim, s svojimi temi, ki jih pač si zmišljujem, pa se ne, for some reason. Vedno ostajam tista, ki jim polena meče pod noge, ne. Nisem med njimi, ne posedamo skupaj. Ne bi šli na kavo. Ja ne, če bojo iz polja klicali, rajš rečem ne. A imaš kak žanr, ki ga najraje bereš? Mislim, sklepam, da ne avtobiografije. Ne, pravzaprav imam rada avtobiografije, sam sem hotela reči, da ne štekam teh, ki jo pišejo, ne, pač meni bi bilo naporno in itak bi imela občutek, da ne morem vedeti, kaj je bilo res, ne. Tako da, tudi če bi, te fiktivne avtobiografije, to mi je zanimivo, ne, pa gonzoizem, pa take, ne vem, to jaz v bistvu zelo rada berem, ker realizem s pridihom, ne, fikcije, kar pa itak je po mojem neizogibno v vsakem pisanju. Drugače pa imam tako malo zadržke pri kriminalkah, od nekdaj. Prebrala sem, ko sem bila mlajša, ne vem, te Agate Christie, pa te detektivke, to mi je bilo vse okej, samo pač te kriminalke, ki so zdaj blazno moderne, so mi pa tako brez veze. Tako pač obrtniško napisana besedila, pač ne zanima me, ne vem. Legit. Zdaj bova pa naredila en preskok, ampak hkrati v bistvu umestitev. Torej, v jedro tega naslova današnjega, 40 let ponosa, namreč z vprašajem seveda. Zakaj ta vprašaj, to me res zanima. A si ponosna ali nisi? Ja, oboje, ne? Ja, no, zato je pa v oklepaju. Pa še klicaj zraven. LGBT gibanje v Sloveniji letos torej praznuje 40. obletnico svojega aktivnega delovanja. Začelo se je torej leta 1984 s festivalom Magnus, ki se je takrat imenoval Homoseksualnost in kultura. Istočasno pa je v tistem letu potekal prvi takrat filmski festival, torej festival lezbičnega in gejevskega filma, zdaj se imenuje pa festival LGBT filma, ki torej velja tudi za najstarejši LGBT filmski festival v Evropi. Kako doživljaš to dejstvo, da je zdaj 40 let? Ja, meni je to pač malo surrealno, ne, ker nisem bila zraven v 80-ih. Včasih ta opevana 80-ta mi grejo kar malo na živac, ker se mi zdi, da pač vse, če je bilo pa vse tako lepo, mi smo pa zdaj to zamudili, pa je šlo pa vse po 80-ih navzdol, ne, pač ta mito 80-ih mi je malo, kaj pa vem. Ampak vsekakor pa se mi zdi super, da lahko hodimo po uhojenih poteh, ne. Če ne bi bilo takrat že to kulturno in nekako družbeno, pa če se ne bi začeli, pa če ne bi zasedali Metelkove, pa tako naprej, bi bilo naše življenje mogoče zelo, zelo okrnjeno zdaj danes. Lahko bi bilo tako, kot je v resnici v privat življenju, v privat sferi. Javno pa mislim, da smo dolžni eno veliko zahvalo temu gibanju in pač kakorkoli je bilo mogoče razdrobljeno ali pa nereflektirano, sem čisto vsakemu aktivistu hvaležna iz principa, tako že pač. To se mi zdi tudi prav, dolžni smo jim to.
Kako pa misliš, da, ker vseeno z LGBT skupnostjo je pa beseda ponos zelo pogosto povezana. Tudi če osebe same ne čutijo, tudi če je to mogoče zelo daleč od njihove realnosti, je pa vsaj v nekem splošnem družbenem diskurzu pa ena glavnih vprašanj, na kaj so pa te sploh lahko ponosni. Ja, ne? to je ta, Ja. to je tudi na kaj imaš pa, zakaj imaš pa ti za biti za ponosna. Ampak če zdaj. bi te kdo to vprašal, Ja, kako bi glih se na odzvala? točno na to sem ponosna, da se vedno znova odzovem na isto butasto vprašanje in še nikoli nisem nikomor odrobila glave. Že od, ne vem, osnovne ali pa srednje šole naprej nas taki ljudje namenoma včasih celo spravljajo v stisko in v zadrego. Čeprav ne vejo, mogoče se ne zavedajo, da to počnejo, ampak pač to je dejstvo. To je, jaz to tako doživljam in ponosna sem, ampak res ponosna, da jih prenašam in ne, pač da se mi ne strga od njih. Včasih se mi tudi malo, da sem to glih A ponosna. potem to vprašanje v bistvu jemlješ kot provokacijo? A od tebe je to vprašanje? Ne, to ne. Od njih. Na kaj imam za biti ponosna? Jaz imam veliko odgovor na to vprašanje. Sam kaj oni vprašajo, pa se pa obrnejo drugam. Pač ponosna sem, da sem preživela tvoje butasto vprašanje. To je moj odgovor tako zelo na kratko, ampak pač mislim, da ni treba niti se spuščati z takimi ljudmi v debate, ker te debate pač ne vodijo nikamor, noben si ne v premislu zaradi tega. Ne. Najbolj me bolijo pravzaprav podobna vprašanja od znancev. Enkrat vem, da sem se morala zagovarjati, ker sem rekla, da bom šla na parado ponosa, pa mi je pač ta znanec od prijateljice fant rekel, pa da lahko jim rečeš, da so bolj normalni, ne, da tam v tangah skačejo. Pa sem si mislila, da kje si videl koga v tangah kot prvo, ne, nisem vedela, kje začeti. Ne. Pač inteligenten človek, dosti dobro stoječ, je tako razmišljal, da mene sam, ne vem, prijel, da bi mu nekaj v glavo zabrisala, ampak sva vseeno pol nekako civilizirano se zapletla v debato in sem pač poskušala mu dopovedati, da smo mi obdani s heteronormativnostjo, ne, pač kako bi bilo njemu, če bi se znašel sred ljudi v tangicah, je bila že itak njegova nekako fiksna ideja, ne, da to tako je in da bomo tam na povodcih in tako naprej ljudi, ampak not the point. Jaz sem pač poskušala mu dopovedati, da bi bilo to čist ok, tudi če bi bilo res, ne. Žal ni, ampak Vse to. pogrešam radikalnost zaradi tega, ker je potem sredina možna. Zelo. Tu feminizmu pogrešam pravzaprav radikalnost v Sloveniji. Pač je zelo, zelo underground. No. Mislim, da če bi bilo več, da ne rečem skrajno levih gibanj, ne, da bi bila tudi toleranca do manj radikalnih večja. Ja, zelo te slišim v tem. No. In na vso našo srečo, vsaj kje v tujini, je tako, kot si ta friend ali fant od frendice ali Sam pa imaš pa zamišlja. po drugi strani imaš pa pol ljudi, ki hodijo na parade samo v tujino. To je pa tudi en svoj vrsten absurd. Ne. Ja, zakaj? Ja, da se skrijejo. Ne. Niso ponosni. Mogoče so celo ponosni, ker so veliko prepotovali. Ne. To je ta ironija ponosa, da si ga čisto vsak lahko lasti. Delno sva že začrtala, ampak pri nas v Sloveniji torej se je LGBT gibanje res razvilo iz kulturnega angažmaja, kot si tudi sama že rekla. Kakšne vplive misliš, da ima to na LGBT politike, na skupnost, na splošno pozicioniranje v neki splošni javnosti? Ja, jaz pač za moje okoliščine je to zelo blagodejen vpliv, ker imam pač od nekdaj rada in filme in glasbo in knjige in tako naprej. Ne. Predstavljam si, da za kakšno, ne vem, osebo, ki ima raj šport, je mogoče zdaj že sogibanja, ne, pač ta gejevska, lezbična, trans, kakorkoli. Queer, LGBTU, VZŽ gibanja. Pač
Meni osebno to zelo sede na dušo, da je vse skupaj šlo iz umetnosti, bi celo rekla, in ne to kulture. No. Je pa res, da pač jaz sem se nekako našla v pisanju. Ne. Zdaj, če ti nič od tega ne leži ali pa te ne zanima, je verjetno občutek drugačen. Meni se zdi to vsekakor pozitivno. Pa traja, ne? To se je ohranilo dejansko in to bo tudi ostalo, po mojem. Zdaj, če 40 let ostalo, bo pa še v njih, ne vem, koliko bomo še na svetu. Ne? Mitja Blažič je pred kratkim na enem dogodku rekel, da kako si on želi v bistvu biti zdajšnja generacija LGBT mladine, ki prihaja, ker imajo že 40 let kulturne produkcije za sabo in lahko odlično spoznajo reference vse. Za evropske razpise. In potem smo ga pogledali in smo tako malo žalostno ga vprašali, pa misliš, da kdo od njih to dejansko bere? Ja, ja, to je ta They Read No More, ne, ki ima Andrej Blatnik ima majico They Read No More, ta urednik na Cankarjevi. Jaz sem zmerno optimistična, no, ker sem tudi jaz zelo šla kopati po knjižnicah, da sem našla stare, pač 40 let očitno stare, ne, približno zapise. Mislim, da je še kdo tak Pirbec, da to ne bo za manj. Ne. Tudi, pravzaprav mislim, da se čuti v družbi, ne, tudi vse knjige, ki so bile kdaj napisane, se nekje občutijo. Ne. Tudi, če jih noben zdajle več ne prime v roke, je ta preskok, ki so ga mogoče takrat podpirali ali pa mogoče že storjen. Nazaj upam, da večkrat to korikvrc tudi ne bo šlo. No. Upam. Ja, se strinjam. Potem en pomislek, ki je bil še takrat izpostavljen, je bilo, kako modernim tehnologijam približati ves ta opus. Ja, to je tako, ja, vsak arhiv bi bilo dobro digitalizirati. Ne. Mislim, da je to tudi taka neka stvar, ki se mora en dejansko zavzeti, kot se je Rok Vevar za plesni arhiv, ne, sodobno plesni arhiv. Pač vse je treba spravljati in imamo srečo, da so ljudje spravljali te razne članke, listke in tako naprej, dopisovanja in tukaj, to so take neke dragotinje, ne. Enkrat mogoče, ko bom v penziji, se bom še jaz temu posvetila, bom skenirala vse, sem takrat že skenerjev ne bo več, po mojem. Ne vem, nekaj bo ostalo. No. Jaz mislim, da pri takih stvareh, ki povzročajo te kvantne skoke naprej, da se nekaj ohrani, tudi če ni zdaj, ne vem, dejansko oprijemljivo. Bolj se bojim tega, da drsimo v eno tako konzervativno družbo na splošno, ki bi znala celo namenoma kaj radirati. Ne. To me bolj plaši. Ampak, ne vem, ko si enkrat iz klozeta, ne moreš nazaj, ne. Malo je pretesna ona omara. Tako da. Kakor kdo. Jedrt ravno zdaj, od 7 dalje, v bistvu poteka na drugi strani Ljubljane. Ja, pardon. Ja. Otvoritev razstave Prostori gibanja v Mestnem muzeju Ljubljana, ki torej obeležuje 40 let LGBT gibanja. Tam so recimo predstavnica MOL-a, potem minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, Salome, drugi visoki gostje. A misliš, in to je zdaj vprašanje, ki je seveda na nek način zelo oprijemljivo za naju danes, ampak hkrati pa se mi zdi, da je tudi zelo povedno. A misliš, da vpliva dejstvo, da je to danes tam kaj na to, kaj se mi dva danes tu pogovarjava, kakšen je obisk? In nasplošno, a vidiš kakšno prekrivnost teh sporočil, soobstoja teh dveh dogodkov? Ja, seveda. Jaz tega ne bi vzela za nič zlo, ne, v smislu, da si krademo publiko ali pa kaj takega, sploh ne. Se mi zdi, več, ko je tega, boljš bo in tudi hočeš nočeš se tudi ne nalezemo enih takih aktivizma se človek lahko tudi naleze, tako se mi zdi.
To je tako, kot če si, ne vem, v norišnici, pa si čist na trnih, pa nekdo zraven tebe začne paničariti. Pač tebe tudi malo strah rata, ker saj jaz imam tak mehanizem, tako se tudi navzamem enega tega aktivističnega duha, če sem obkrožena z ljudmi, ki jim to veliko pomeni in tudi to slavijo, proslavljajo, tako da jaz pač mislim, da je ta dogodek, ki je hkrati z našim, da je vse lepo in prav, no. Pravzaprav me ne moti niti to, da noben od tistih, ki so tam, mogoče niti ne ve, da smo mi tukaj, ne. Ampak to se vseeno so neke, sicer to ne vem, koliko je mit, ampak slišala sem, da so neke opice na enem otoku naučili lupiti banane in so opice na sosednjem otoku, kjer pač niso prehajale ena med drugo populacijo, ampak opice na sosednjem otoku so začele spontano lupati banane, preden so jih pojedle. Tako da lej, mogoče se bomo pa tako nekako v gibanje strnili enkrat, a veš, da so vsa prizadevanja potekala v isto smer konc koncev, čeprav se glede detajlov ne moramo zmeniti. Zdaj, jaz se nimam same sebe glih za aktivistko, ne, verjetno ti si veliko bolj političen. Imam sicer mnenja, imam preference in tako, ampak nisem pa na bojni fronti, ne. Bolj mi ta kulturna plat leži in skozi to prizmo več, kaj je boljše, ne, pa več, kaj je raznolikosti, bolj je to neko gibanje, nek poriv naprej. Tako jaz to vidim. To se mi zdi eno zelo konstruktivno gledanje, no. Ja, ker imaš pa tudi tiste, ki se kregajo, ne, samo to meni tako brez veze, ne vem, če smo vsi obrnjeni v isto smer, zakaj bi se zdaj suvali, kdo bo prej tam, saj kaj se. Kako to doživljaš? Jaz doživljam to LGBTQ ali kakorkoli sceno v Ljubljani kot zelo tesno, ne, to je tako kot tisti, sovražim maratone, ampak štart na maratonu, ne. Ker se tako na pretesnem prostoru suvajo ljudje in pač itak je vseeno, se ima vsak svoj čas, ne, zakaj bi se zdaj rinili s proge, ampak tako nekako prostora nimamo dovolj, ne, očitno za vse svoje heterogene preference. Istočasno pa nismo dovolj strnjeni, da bi se lahko obranili, ne, če bi bilo karkoli. Zdaj nočem paranoje zganjati, ampak tako, ne. Pač si predstavljam, ko pride kriza znotraj skupnosti, da je to zato, ker je zadušljivo. Ker malo nas grabi panika, kdo bo zdaj okna odprl ali pa ne vem, kakorkoli. Zdi se mi, da smo enostavno dostikrat zapleteni v ene medsebojne konflikte, ki nimajo glih smisla, no. Pa se morda lahko potegneš kakšne vzporednice med dinamikami v LGBT skupnosti in na kulturni sceni? Ja, zdaj kulturno sceno mogoče še manj poznam, saj tudi LGBT scene pravzaprav ne poznam, jaz bežim od teh scen, ne, oziroma jaz sem una, ki gre skozi okno, če je treba, ampak sam ne imel to snemati. Ne vem, se mi zdi, da je vsaka taka mikroscena, da se razumemo, niso samo zato, ker smo v Sloveniji premali, to pač, ko sem prišla v London, so bile iste male klike, ne, pač to je povsod. Samo se mi zdi, da včasih je stranski učinek ta, da ljudje nehajo gledati okrog sebe, ne, samo še te bližnje osebe vidijo, ne vidijo pa neke cele slike in z tega stališča mi je tudi blazno bil všeč ta Borisov film, ne, LGBT 84, ki je v bistvu predstavil gibanje, predstavil je razne aktiviste, razne akterje, ki so se pomikali v isto smer, ampak žalostna ironija je, da se nekateri sploh ne pogovarjajo med sabo. Ne? Večina. Ja, ne. Zdaj, če te stane ta boj toliko, da z brati pa sestrami ne govoriš, to pač ni vredno. Se pa film zaključi zelo podobno kot to, kar si ti že danes rekla. Torej, tvoj odgovor na to, na kaj si ponosna, je, da
nočem te direkt citirati, ker se ne spomnim, ampak pač, da še vedno zmoreš odgovarjati na ta vprašanja in da se ti ni čist sfuzlalo in isto tam Suzana zaključi film, v bistvu Suzana Tratnik, s tem, da reče, da je ponosna, da se še vedno v tej družbi ni zmešalo, a ne. Ja, s tem, da meni se je, ne, kaj pa zdaj. Ja, ti nam povej. Ja, jaz mislim, da je tudi okej, tudi če se ti kdaj spuzla, da pač vedno se nekako vračaš k težišču. Zdaj bo nekaj, kar sem že 1000-krat po moje rekla, ampak meni je to tako fascinantno. Enkrat sem, ne vem, kje v eni oddaji znanstveni zvedla, da letalo, ko je na avtopilotu, 99% časa leti v napačno smer. Se pravi, skozi kurs korigira, ne? Ampak pristane na ta pravem letališču, ne, recimo. Pač ves čas je usmerjen narobe, ampak na koncu pa vse en delivera. In moj najljubši slovenski pregovor je modrega kočaža tudi slep konj pripelje domov. Pač, it's okay, vse bo v redu. Super. Tega podatka o letalu ne bi rabil, ampak hvala. Ne, ampak veš, se mi zdi zelo merodajno, ker pač tudi mi se ves čas nekaj zapletamo v ene malenkostne neke borbe med sabo. Na koncu bomo pristali na istem letališču, ne? Hopefully bomo pristali. Ja, vsi bomo umrli, če ne drugega. Večkrat sva že omenila, sicer ne zelo poglobljeno, ampak tvoje izkušnje z psihiatričnimi institucijami, temo duševnega zdravja na splošno. Je to tudi tema, ki jo redno odpiraš. A bi lahko rekla oziroma nam opisala, predstavila, kak vpliv ima duševno zdravje in tvoje duševno zdravje na tvoje delo, življenje? Ja, velikanski, ne, odkar imam diagnozo bipolarne motnje s poudarjeno manično fazo, ali ne vem, kako se točno zdaj to. Pač v glavnem sem pa Kemi Jermen drsi, ne, in trenutno sem na bolniški, ki mi je zdrsnil Jermen. Nekako se mi zdi, da sem preterala, da pač padam iz ravnovesja, kadar me kaj, po možnosti, da imam veliko za delati, ne, da skrbim, kako bom zdaj naprej, kje bom nove projekte dobila. In takrat, kadar kaj čustvenega, kakšna pač tema vznikne, kaj, kar jaz doživljam kot čustveno, se zelo rado zgodi, da mi spodmakne malo tla pod nogami. Tako da, ja, prekerstvo pa, pač sem samo zaposlena v kulturi, prekerstvo pa duševne motnje ali pa razpoloženjske motnje so definitivno pač povezani. Ampak ves čas imam občutek, da je vseeno zame to, da sem z razlogom prekerka. Pač rada sem na svobodi, rada si še zaenkrat iščem nove projekte in pač vsak projekt je malo drugačen, je nov izziv in tako. Če bi bila v redni službi, pa da bi mi kdo težil, da moram do 4 tam sedeti, čeprav ni dela, mislim, da bi bilo to slabše in za mojo kreativnost in za konec koncev obče razpoloženje, ki vodi v, ne, te relapse, manije in tako naprej. Definitivno pa strah pred prihodnostjo, ne strah pred tem, da recimo ne bom mogla preživeti. Zelo, zelo velik faktor. Ali pa niti ne, da ne bom mogla se preživljati, bolj to, da ne bom imela kaj za početi, ne. Se mi je zgodilo letos recimo, da kar naenkrat nisem imela nobenega projekta 3 mesece. Vedela sem, da jesen prihajajo novi, ampak tako sem rekla, super, si bom vzela počitnice, ne, bom jaz, ne vem, napisala novo knjigo, bom hodila na sprehode, telovadila, ne vem kaj. Pa me je pa kar stiskati malo začetku, da sem bila zelo vesela, ker je prišel nov projekt, čisto slučajno. Ampak ja, ni to, ta stopanje v prihodnost je ves čas malo eno tesnobo povzroča, se mi zdi, no, tako da če bi bila jaz bolj prilagodljiva, bi šla v redno službo, ampak zaenkrat še kar malo trmaram na svobodi. Sej, za vse tvoje bralke in bralce mislim, da so kar hvaležni, da trmariš. Ja, pisanje kot redna služba ne obstaja, ne, mislim, uradno. A je tudi vpetost v
kapitalizem nekaj, kar ima vpliv na tvoje počutje, razpoloženje? Gotovo. Zdaj ne vem, če bi znala to tako razdelati, ampak ja, seveda. Se tudi vpetost v kapitalizem ima vpliv tudi na mojo razpoloženjsko motnjo, ne, če tako pogledaš. Pač vse, glizdan sem brala Emily Martin, ena bipolarka z Princetona, ne vem, če zdaj še predava, je ful dobro razlaga, kako je cela ta kapitalistična družba usmerjena v to, da te dela čim bolj srečnega, čim bolj vzhičenega, čim bolj maničnega. Ne? V bistvu ideal reklame, ne? Reklamni panoji, tam so vsi malo manični, videti, ko se na vsa usta režijo, pa ne vem, juhuhu, vsi so pač privzdignjeno razpoloženi. Ne? In kot sem rekla, je malo nalezljivo. Včasih se mi zdi, da prav kapitalizem hoče nas manične, zato da čim več zagonimo, zato da čim bolj sodelujemo v tej nereflektirani pač potrošnji. Ne? Tako da ja, sigurno je povezan. Kako pa razmišljaš o odnosu ponosa do oziroma na duševno zdravje? V tujini, vsaj recimo vem, da v Berlinu, v Angliji obstajajo zdaj že tudi parade ponosa ljudi, ki se znajdejo pod spektrom raznih duševnih motenj in nevroraznolikosti, nevroraznolikega spektra. A je to nekaj, česar bi se udeležila recimo? Predvsem, mislim, mene zadnje čase zelo privlači misel na to, da bi delala z uporabniki ali pa nekdanjimi uporabniki, ne delala, sodelovala, ne? Kot nekdo, ki je dostikrat bil na psihiatriji, pa še kar nekako fura, recimo temu, imam občutek, da imam kaj dati nekomu, ki se je tam znašel prvič. Ne? Zdaj te parade ponosa, kaj pa vem, ne vem, kako to sploh definiraš, ne? Kdaj si moten, kdaj si dovolj moten, da greš tja. Ne vem, to se mi zdi mogoče malo zdajle prezgodaj, da bi se odločila, bi šla ali ne bi šla, ampak vsekakor neka združevanja, ne, obstajajo klubi pa društva tudi pri nas, ne, neka združevanja, taka formalna, mene ne privlačijo, sem bila tudi v nekih terapevtskih skupinah, pa mi je bilo večinoma dolg čas, ali sem pa preveč govorila, ali mi je bilo pa spet dolg čas, ko sem jaz skozi govorila, ne vem, pač ni to zame, za terapijo rabim 1 na 1, recimo, ampak se mi zdi pa dobro, da se nekako združujemo, da si imamo kaj povedati, čeprav je to tudi zelo heterogena, ne, seveda skupina, ampak nisem bila nikoli zares ponosna, da imam pač samo motnjo, ne, bila sem pa ponosna dostikrat na to, kako živim z njo, kako sobivava in kako si včasih nisva v napoto. Meni se zdi že to, pri vseh stigmah, ki pritičejo vsakršni duševni raznolikosti. Nočem reči uspeh, ampak pač vesel sem, no, da si uspela priti tudi do te točke. Ja, hvala. Jaz sem v bistvu relativno malo žrtev je bilo, ne, pri tej moji nekako bipolarni motnji. Mislim, nimam nekih hujših posledic zaenkrat. Večino ljudi sem ohranila v življenju, tudi to nekako trpijo, sprejemajo. Ne. Tudi mi povejo, kadar sem malo čudna. In prišli smo še celo do tega, da jaz jim celo verjamem, da sem malo čudna, ker sebi takrat ne morem verjeti, ne, ker sem zelo v zagonu. Takrat pač sebe ne občutam kot čudne, ampak kot da je vse prav in kako mi noben prej ni povedal, da bi jaz že ves čas morala taka biti, ne, ker sem manična. Pač občutki so zelo varljivi in potem, če nekdo od teh, bi rekla, bližnjih zaupnikov reče, da ne, zdaj pa si pa res čudna, ne, da mu tudi verjamem, ne, to se mi zdi tudi en tak dosežek in sem tudi ponosna tudi na te ljudi in nase, ne, da to nekako, da se ta odnos vzpostavil sploh, ker to je pač stvar zaupanja. Ja, in globoke predanosti, ne. To so spet te mogočne velike besede. Jaz jih imam pa kar rad, no, če smem.
Jedrt, pred kratkim si bila nominirana za Sovretovo nagrado za tvoj prevod knjige Vernon Subtext 1 in to je nagrada za vrhunske prevode leposlovnih besedil. Vsako leto jih podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Nagrado je letos prejela Ana Barič Moder. Ti si pa potem na svojem Facebooku objavila, da je kraljica prevajanja. In se mi je zdela to zelo taka lepa gesta podpore in veselja. In me zanima v bistvu ob teh prepričanjih, da v mali Sloveniji ima vsak, je bolj neprivoščljiv kot pa privoščljiv itd. Kako ti ohranjaš ali pa vzpostavljaš neke odnose z drugimi pisatelji, pisateljicami, prevajalkami, prevajalci in da pri tem ohranjaš neko možnost, da slaviš tudi njih? Ja, ne vem, jaz sem recimo pač Ana Barič Moder je odlična prevajalka, ki je že, mislim, da dobila tudi nagrado za najboljšo mlado prevajalko, kakorkoli že to, ne vem, Radojke Vrančič nagrado je že tudi dobila za Modre cvetke od Kanoja, ne. Poleg tega sem jaz totalno navdušena nad njenimi prevodi za otroke, ker je moj sin 9-letni, sem jaz zraven krepavala od smeha, ko sva brala njene prevode Roalda Dahla. In on si to nagrado res zasluži, no, pač čisto objektivno. Itak je ponavadi med nominiranci loterija, kdo bo zdaj pač dejansko izbran, ne? Ampak tokrat se mi zdi, da je pač res bo blatantly obvious, da je šlo v prave roke, ker tudi če ne bi bilo te knjige, za katero je dobila nagrado, ima toliko drugih dobrih prevodov, da bi že zdavni pravzaprav lahko dal. Jaz sem pa zdaj, ne vem, svojo nekako fovšijo upravila tako, da sem si rekla, če je zdaj ona, sem lahko enkrat na njenem mestu mogoče, ne. Mislim tako, če njej prvoščam, pa mogoče tudi kdo drug meni kdaj, ne. Nekako tako. Sej, pri teh nagradah je tako, da tudi to ni zdaj to, mislim, jaz tega ne jemljem preveč resno, no. To je bilo moje naslednje vprašanje. Včasih sama sebe ne, no, ampak pač loterija je na koncu. Sem pa zelo vesela, da sem se znašla med nominiranci, ker mi je bil ta prevod Vernona Subteksta mi je bil zelo ljub, no. Uživala sem, ker sem to delala. Tako da ja, je neka potrditev je, tako da pač ja, ne vem, a sem odgovorila na vprašanje? Ok, hvala. Preden predava besedo še gostom, če ima kdo kakšno vprašanje za Jedrt, pa mene v bistvu zanima, a je kaj, kar te nisem vprašal? Karkoli, s čimer ti povezuješ ponos, pa bi ti bilo res žal, da pa tega še nisi izrekla? Mogoče, zdaj sem pomislila, ampak to se mi zdi tako strašno bedno od mene, ampak jaz skozi čakam, kdaj se bo kdo spotaknil v to besedo, ne. Ker pač ponos, ne. Mislim, kaj zdaj to sploh pomeni. Tako se mi zdi, če moraš govoriti o ponosu, pol je to mogoče prej napuh ali kaj, ki pa je smrten greh, kaj pa svem. V bistvu se mi zdi tako nenavadno, da imam zadrego pred to besedo in po mojem predvsem zato, ker si na splošno ljudje toliko malkrat dovolimo, ne, pravzaprav ta nek miren, spokojen ponos, ki ga ne more nič destabilizirati. Ne vem, nisem glihko prnela potem, da bi me to vprašal, ampak nekaj sem mogla zdaj iz petnih žil potegniti in že ves čas, v bistvu, ko govoriva o ponosu, že ves čas sem tako, a ne bi tega raje drugače poimenovala, ne, ampak ja, točno to je. Namerno ne. That's what words are for. Ja, to, da imate malo konteksta, ta pogovor bi se najprej naj zgodil junija,
pa potem sva mogla prestaviti torej na drugo sezono. V mesecu ponosa. Ne? Ja, tako. Ampak jaz sem pa kljub temu, da mi je Jedrt že ob vabilu napisala, da to pa ni njena glavna tema, no. Sem kar zelo vztrajal, ker se mi je pa zdelo, da pa ravno zato, ker je pa mogoče bilo malo upora, da pa je fino, da ostaneva na tem. No. Ja, absolutno. Se strinjam in hvala ti, no. Tako da sedaj pa, če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje. Lepo nosno. Edino, kar prosim, je, da si sposodite mikrofon od nekoga od naju, zato ker se zadeva snema. Kar pricam. Hvala obema za ta večer. Jaz imam pa še eno vprašanje glede ene tvoje identitete, ki se mogoče še nismo dotaknili, in to je nebiološka mama. Pa me zanima, če bi mogoče opisala, kako se je po tvojem mnenju v zadnjih 10 letih cirka spreminjal ali ne spreminjal odnos družbe, medicine, kogarkoli do te tvoje vloge. Jaz mislim, da je skozi en tak dost konzervativen odnos družbe je, kjer je pa prava mama, ne? Se pa jaz nikakor nisem nikoli doživljala kot, čeprav rečem kdaj, da sem nebiološka mama, to rečem zato, da me čim manj sprašujejo, ampak se počutim kot mama, no. Jaz si rečem, da sem navadna mama, sam pač dejstvo je, da nisem rodila. Dejstvo je, da pač sem morala svojega otroka posvojiti. Ne vem, v bistvu ne vem, kako je biti biološka mama, v tem je problem, ne. Pojma nimam, poslušam recimo prijateljce pa tako, pa si mislim, da smo na istem zadnje čase, ker je tam malo počasi na poti v puberteto, ne, ampak odnos družbe se ni spremenil, jaz mislim, problem je vedno v tem, da lahko še tako zakone popravljamo, še zakone uvajamo in jih pač naredimo fair do vseh. Ljudje smo pa še zmeraj isti, ne? In ponavadi nismo glih tako hitro spremenljivi, kakor je ena novela zakona. Ljudje na okencih, recimo na upravnih enotah, še vedno pač mislijo, da nisem prava mama, ne? Oziroma njim se naredijo te za nepravo mamo, ki recimo pred tvojim otrokom vpraša, aj posvojen, ne? Pa pač on tam debel gleda, pa ti moraš reči, da ja. Ali pa ne vem, imela sem tudi že primer, ko sem šla rojstni list od Tiborja iskat, pa so me opisali pod, to je bilo tako, pač so si na veliko so si dopisovali, pogovarjali so se čez 3 okenca, ne, gospe na upravni enoti, pa so pa našli rešitev in mi tako ponosno izročile rešen rojstni list, kjer je bila pač navedena biološka mama, pol je bilo pa za pač drugi starš je bilo prazno, oče je bilo prazno, pa so bile pa čist na koncu pa opombe, pa je pisal Jedrt Maležič drugi starš. Tako da ja, pač odnos se ne spreminja tako hitro, kakor se zakoni, no. Hvala in za vprašanje in odgovor. Še kakšno vprašanje? Ne, potem pa sklepam, da bo Jedrt sicer tudi na voljo še, ko ugasnemo snemanje za kakšno vprašanje ali komentar. Drugače pa vas najprej se vam zahvaljujem za čas in posluh. Jedrt, tebi za vso iskrenost in vse zelo pronicljive in ponosne odgovore. Hvala.